Ste že uredili dokumentacijo o transfernih cenah? Ali obstaja možnost, da vas obišče inšpekcija? Ja, moram reči, da inšpekcije so zelo pogoste pri podjetjih, ki so v tuji lasti, ne? In sicer to so odvisna podjetja v Sloveniji in če ta poslujejo relativno slabše od konkurence ali pa če poslujejo z davčno izgubo, je verjetnost prihoda inšpektorja zelo, zelo velika. Kako se pripraviti na obisk inšpekcije? Bistveno je, da ima zelo dobro pripravljeno dokumentacijo za transferne cene, ki jo mora imeti pripravljeno v vsakem primeru, kadar neko podjetje posluje s tujimi povezanimi osebami. In tej dokumentaciji že na nek način dokazuje, da so njegove transferne cene tržne, ustrezne, da jih je skratka oblikoval v skladu s trgom, z neodvisnim tržnim načelom, pravimo. Kako težko je dokazovati tržnost transfernih cen? Zelo težko je dokazovati ustreznost transfernih cen. Mi vedno pravimo, da so transferne cene bolj umetnost kot znanost. To je najmanj pravno področje med davki, seveda v enem zakonu ne more biti napisano, kakšna je lahko ali pa kakšna mora biti neka cena. In to je dejansko področje, kjer jaz pravim včasih zlata jama za davčno inšpekcijo, kjer lahko davčna inšpekcija pobere največ oziroma zelo relativno veliko davka. Davčni zavezanec se pa proti temu zelo težko bojuje, ker nima nekih, bom rekla, nekih mehanizmov, s katerimi bi ustrezno dokazoval tržnost transfernih cen. Potrebujete pomoč ali nasvet? Obiščite seminar Dokumentacija transfernih cen in prilagoditve obračuna DDPO povezanih oseb 8. marca 2017 ob 9. uri.